Gorenje is running out of time. It's very vulnerable. And if we don't speed up, there will be a big problem for all stakeholders with Gorenje. To skupščino, ki verjamem, da je bila zanimiva, absolutno, vsaj za medijski svet, so očitno vzeli kot neko PR skupščino, kjer so poskušali napadati Gorenje, napadati upravo, napadati nadzorni svet, preprosto zato, ker sem trdno prepričan, da je njihov scenarij te skupine, ki je očitno že na nek način prepričala nekatere druge, znižati ceno delnice, kupovati te delnice, prevzeti Gorenje, ga razkosati in prodati čez 2 ali 3 leta temu istemu strategu, ki ga morda sami mi danes iščemo naprej. The reasons to start this procedure? The reason is that Gorenje is not doing very well. Economy-wise, the economy is booming and we are in consumer products, durable consumer products. And usually in this economic cycle, with durables, with major domestic appliances, you will make a lot of money. These are the times you should make a lot of money. Vašem mnenju Gorenje dobro posluje? Glede na primerjave z konkurenti ne. Mislim, da Gorenje ta trenutek zelo zadolženo in ga seveda to bremeni. Nima dovolj kapitala, da bi lahko investiralo v različne nove projekte in se tako približalo kupcu. Naj ponazorim, danes še zmeraj nimamo hladilnika, ki bi bil povezan z pametnimi telefoni. Nekateri konkurenti to že imajo. No, nikoli nismo tako dobri, da ne bi mogli biti še boljši, to absolutno drži. Ampak res je, da so vsi, ki so primerljivi z nami, recimo italijanski Ardo, pa španski Fagor, pa francoski Thomson, jih pravzaprav že več ni. Mi tekmujemo v izredno konkurenčni panogi, kjer so naši največji konkurenti 10-krat, 50-krat ali 100-krat večji. In pravzaprav je čudež, da se mi razvijamo, da rastemo še naprej in da ne nazadnje zadnjih 8 kvartalov poslujemo z dobičkom. In 2008, Gorenje gave a loan of 15 million euros to a Swiss trust fund called EECF, has been a shareholder till recently. And that Swiss trust fund bought 400,000 Gorenje shares at 38. So the question is, why has Gorenje financed 15 million euros to a Swiss trust fund? To niti slučajno ne drži. Gospod Slujter je bil član uprave, če je takrat imel karkoli zapovedati ali upravi na nadzornemu svetu. Se čudim, da tega ni takrat povedal. Vem pa, da si mogoče mislijo o nekateri zadevi in ocenjujem, da to gre za zadevo, kjer je Gorenje dalo posojilo ruskemu partnerju v višini 15 milijonov evrov za razvoj ruskega trga. O tem smo poročali tako nadzornemu svetu, s tem se je ukvarjala tudi revizijska komisija. Kasneje, ko je se zgodil nek poseben pregled na to temo, je tudi gospod Slujter bil preprosto povabljen, da zadevo pojasni, da kako stvar tudi pove in dokaže ali pa da umolkne. Ni se pojavil na pogovoru. V Rusiji smo od tistega trenutka naprej začeli še hitreje rast, doseči še večje tržne deleže in kar je zelo pomembno, posojilo je zaključeno in pravzaprav ne vemo, čem in kakšne obtožbe gospod Slujter pravzaprav namenja. Jaz osebno mislim, da je pravzaprav razlog njegov ta, tudi on namreč, on pa ni odgovoril na nekatere moje očitke, on je bil takrat v upravi, bil je del ekipe, če bi bilo karkoli narobe, bi takrat to moral povedati, ampak predvsem se je ukvarjal on takrat z reševanjem svojih podjetij in kar nekaj, po mojih informacijah, nekje 5 do 7 jih je v tistih 2-3 letih, ko pravzaprav on ni zaupal v razvoj Gorenja, je ta podjetja on spustil v stečaj, upnikom ostal dolžan skoraj za 10 milijonov evrov, od tega neki pomembni nizozemski banki za skoraj 3,5 milijone evrov. Tako da zdaj on na nek način poskuša svojo igro nekega trgovskega modela prevajati na Gorenje, kar pa pravzaprav ne gre. No, v združenju načeloma nismo naklonjeni izrednim skupščinam, posebej, ko gre za menjavo vodstva nadzornega sveta nekaj mesecev pred siceršno redno skupščino, kjer bo celotni nadzorni svet potekel mandat in zamenjan. Hkrati pa
Ukolikor ima kdo pri obstoječi lastniški strukturi željo, namen prevzemati družbo oziroma spremeniti njene strateške usmeritve in poslovni model, je vsekakor dobrodošlo, da na samem organiziranem trgu delnice pridobiva, objavi prevzemno ponudbo in s tem se naj pokaže resnična vrednost tako delnice kot družbe Gorenje, ene od redkih preostalih slovenskih multinacionalk, za katero smo prepričani, da bo našla pravo pot tudi ob napovedanih strateških partnerstvih v bodoče.